No, saj so že takrat rekli pred 5 leti, da si Ja. Šarec v ženski podobi. Ne? Se pravi, ja, oba sva nekako z nekih težkih razmer prišla, ni nama bilo nič podarjeno, ne? Sva se morala truditi. Preden je vstopil v politiko, je bil širši javnosti znan kot igralec in imitator mnogih znanih tudi slovenskih osebnosti v oddajah Hribar in Radio Ga-Ga. 2 mandata je bil župan Kamnika, nato je resno izzval Boruta Pahorja na predsedniških volitvah. Leto pozneje je postal predsednik vlade, prve manjšinske v zgodovini Slovenije. Saj vem, da že veste, kdo je moj tokratni gost, ampak imam še par stvari za povedati. Je prostovoljni gasilec v domači Šmarci in da, je minister za obrambo. Moj prijatelj in soborec Marjan Šarec, dobrodošel v Zjovevo na ti. Zdravo, dobrodošla pri meni doma. Hvala lepa. Vedno je moje prvo vprašanje zelo podobno, postavim ga praktično vsem, tudi zadnjega, ampak do tja še prideva, začniva s prvim. Kdo je Marjan Šarec? Marjan Šarec je trenutno politik, sicer tudi oče in pa univerzitetni diplomirani igralec, tako kot piše na listu, tistem, ki smo ga dobili od volilne komisije. Drugače pa Marjan Šarec pač v svojem bistvu povprečen človek, nič posebnega. Tako. Povprečen skuša razumeti, se vživeti v druge ljudi in potem kaj narediti. No? Tako. Je pa Marjan Šarec tudi nekdo, to vem, ki se sooča s precej predsodki. Ne vem, a je tega zdaj manj ali več. Vem, da je bilo tega precej. Ravno na tiskovni konferenci smo govorili o sovražnem govoru in si omenil klovna, a ne? Ja, to je bilo slišati. Pravzaprav klovn je bilo še milo. Jaz nisem šel na tiskovki vsega govoriti, ampak ja, s predsodki ves čas, najprej že s tem, da sem igralec, že to je marsikoga motilo, ne, ker češ kaj bo ta v politiki. Potem to, da sem posvojen, je bilo takrat v predsedniški kampanji precej izraženo, sicer mene to ni motilo, jaz nimam s tem težav, se zavedam kako in kaj. Potem tudi seveda vedno so neki, še danes nekateri, komedijant, ne, ampak paradoks je pa to, ko gledam jaz slovensko politiko, pravzaprav se meni še najmanj vidi, da sem se ukvarjal s komedijo. Tukaj mogoče se motim, ampak tako opažam. Ne? Mislim, da imajo mnogi drugi veliko več neke želje, kako bi bili duhoviti ali karkoli. Jaz sem vse svoje funkcije resno upravljal. Mislim, da od leta 2010, odkar sem začel kot župan, ni bilo zaslediti, da sem prišel s komedije. Mislim, da je komu drugemu ali pa veliko drugim to mogoče bolj čutiti, da bi se radi ukvarjali s komedijo, ampak kakšnemu tudi ne gre. A se ti zdi še vedno, da se moraš vedno znova nekaj dokazovati? Ali je bilo to, ko si bil še premier, ali se to še pozna? Ja, je tega manj, ne. Je tega manj, zlasti tudi zdaj na tej funkciji, ko sem pač dokazal 2 leti zaporedoma, da ko je intervencija, da sem tam, da želim dobro upraviti delo, da je intervencija potekala v redu, seveda ne zaradi mene, da ne bo kdo narobe mislil, da si lastim kakšne zasluge. Sem pa mogoče res kar pripomogel k veliko stvarem, za katere ljudje niti ne vejo, pa mogoče tudi ni tukaj smisel, da to razlagam. Ampak po teh uspešnih soočanjih z naravo so pravzaprav ljudje dojeli, da želim in da delam resno. Seveda, kakšni predsodki so še, imamo takšne in drugačne ljudi, ampak če bi se ukvarjal s tem, kaj drugi mislijo in kako si oni želijo me krojiti po svoji podobi, ne,
potem ne bi daleč prišel. Tako da mislim, da sem glede na to, iz katerega okolja izhajam, glede na to, kaj sem vse doživel, mislim, da sem kar daleč prišel. No? In predvsem moji družini ni bilo nobenega politika, pravzaprav niti nobenega igralca, nihče mi ni... Nobenega nepotizma ni bilo, ker ga ni moglo biti, tako da sem kar vseeno ponosen na to, kar sem dosegel v življenju. Kaj pa še bo, bomo pa videli. Točno vem, o čem govoriš, ker je pri meni zelo, zelo podobno oziroma identično z tega vidika. Sej, ko te takole opazujem, vidim, da si, sej so že takrat rekli pred 5 leti, da si šarec v ženski podobi, ne, se pravi, oba sva nekako z nekih težkih razmer prišla, ni nama bilo nič podarjeno, ne, sva se morala truditi in to se vidi in te tudi vidim, ko takole, ko si na soočenih, ko si v stikih z javnostjo in kakorkoli vidim, da čutim, kako se počutiš, tako bom rekel. In obratno, velja. Če greva še malo na imitatorstvo vseeno, če se malo spomniš tistih časov. Kateri lik ti je nekako ostal najbolj pri srcu ali pa prirasel najbolj k srcu? Ja, definitivno najboljše sem naredil pokojnega predsednika Janeza Drnovška, se pravi nekdanjega predsednika vlade oziroma najprej predsednika predsedstva Jugoslavije, pa potem vlade in potem predsednika republike. To je bil pravzaprav izjemno dodelan lik, ki sem ga tudi dodeloval čez toliko let, tako da ta je bil sigurno moj najboljši lik. Potem pa še neke druge zadeve. Od izmišljenih v bistvu likov sem pa najbolj znan postal s tem serpentinškom, ki danes tako nekatere moti. Ne? Jaz se samo to čudim, kako še vedno nekateri ne ločijo med likom in človekom, ki ta lik igra. Ne? Včasih vidim, so kje kakšne ženske, pa kako ga boste volile, če pa take čez vas govoril. Ne? Se pravi, to je osnovno nepoznavanje ali nedojemanje ali pa namenoma razlike med človekom in likom, ki ga ta človek igra. Ne? Sej tudi nekdo, ki igra morilca, ne rečejo, kaj greš z njim na kavo, če pa toliko ljudi pobil, ne? V filmu ali pa ne vem kje. Ne? Tako da to so mi še vedno zagonetne stvari, ampak pač tako je. Ja, ponavadi je to takrat, ko nimajo nič drugega, ne? Da se pol obešajo na kakšne take stvari. Zdaj, igralski talent in imitatorskega seveda še vedno imaš, ne? To imaš ali pa nimaš. Rekel si, da vsako funkcijo opravljaš zelo resno in to jaz podpišem, ker vem iz prve roke, ampak še kdaj uporabljaš te veščine? Kdaj? Sigurno, sej so kakšne včasih priložnosti, ko je treba malo kaj uporabiti, mogoče tudi kanček cinizma. Jaz sem, ne vem, gledam tiste Skrivnosti Brokenwooda, to je neka novozelandska kriminalna serija in je ena policistka, tam ima tak moj tip humorja oziroma malo cinizma. Ne? Jaz sem pač po naravi tak in rad kakšno tako, zdaj pa seveda vsi tega vedno ne razumejo, tega se zavedam, ampak pač star 46, če se do zdaj nisem spremenil, se tudi zdaj ne bom, verjetno, ne, predvidevam. Tako da, uporabim včasih kakšne te še, tudi kakšno imitacijo. Moram pa reči, da kar se tiče politike in tega, sem pa vedno, ker sem se, ravno zato, ker sem moral ves čas dokazovati, da mislim resno, sem takrat se zavezal, da dokler bom v politiki ne bom prešel tiste meje, da bi me nekdo označil za komedijanta, ne. A včasih mi rečejo tudi, dobro, na kakšnih srečanjih s tujci, ne, recimo, me pobarajo, ker vedo, ne,
Aha, ti reče, lahko nekoga imitiraš. Potem kakšni tujci so zelo zadovoljni in tudi reče, vi ste igralec kot Zelenski, ne? In potem razložim, da on je drugače odvetnik, je potem igral, pač potem to našel, jaz sem pa poklicni igralec, ne? Tako da to je ta razlika. Tako da je to sprejeto dobro povsod, če kakšno navržem kje, ali pa tudi zlasti Američani imajo radi, če kakšne te njihove tudi iz kakšnih filmov in tako. In to je dobro sprejeto, ker Američani so sploh taki sproščeni in to drugače gledajo. Sej tudi Slovenci imajo to radi, ne? Samo ker jim pač včasih nekdo iz politike pove, da to pa ni, ne? Dešarc pa nima kaj iskati tukaj, ali pa kako je nesramen, ali pa kaj je rekel, pa kaj ni rekel. Ne vem, recimo sem povedal na Radiu 1 enkrat, da sem imel 6-krat fiziko, popravni izpit in kaj vse so oni iz tega naredili. Kako bo on to, kako bo tretje, kako bo četrto. Ampak seveda, če prideš do diplome, verjetno si zaključil faks, ne, oziroma tisto 7. stopnjo. In v bistvu sem ugotovil, da velikokrat, če poveš po resnici, to slabo sprejeto. Ne? Ti poveš po resnici, namreč, kaj bom rekel, da sem bil odličnjak, da sem imel vse 5, a to bi bilo dobro, verjetno ne. Verjetno skušam povedati, da smo vsi ljudje in če kaj delam pri svojih otrokih, je to, da jih ne frustriram z ocenami. Se one dve bolj sekirata kot jaz in potem rečem, ne se sekirati, ker enkrat je tako, drugič je drugače, čeprav oni dve itak nimamo kaj sploh zraven hoditi, ker to sta res se z mano ne da primerjati, ampak to je, ne, in ljudje po eni strani bi radi, da poveš stvari kot so, potem to poveš, ne, in potem te začnejo, pa je imel popravce, pa je to, pa je ono, pa ni to, pa ne, ampak normalno, sej zato je pač seveda ne povedo, da sem imel angleščino 5 recimo, ali pa da sem imel zgodovino 5. Dobre stvari niso pomembne. To jih ne zanima, ne? Ampak tako pač je, ne? Zato se pač tudi brzdam pri tem, da bi kaj imitiral ali pa ne vem kaj počel, ker pač bi to zlorabili in potem bi bila to glavna tema, kar pa nočem. Jaz hočem, da so glavne teme pač tiste, ki so aktualne, ki so pomembne in se tega držim. Jaz vedno rečem zase in po mojem velja tudi zate, jaz rečem, da sem rajš fair kot blefer. Dejstvo. To se strinjam in kolikor te poznam, je to res. In tudi ti znaš seveda kakšno povedati, komu ni všeč. In tudi tebe so na nek tak način, s tistim Amsterdamom. Ki se ni zgodil. Ki se ni zgodil sploh, pa s tem, kakšnega porekla si, pa skratka vse jih je motilo, ampak pač zdržala si to, tako kot jaz, pa še kdo in gremo dalje. To je pač to. Če greva še malo vseeno na študentske dni, omenjal si, AGRFT ima po mojem ni to kar tako, a ne, za narediti. Kako se spominjaš tistih časov? To je res, sprejemni izpit je pravzaprav kar izjemno, vsaj zame bil najbolj zahteven. Vse ostalo je bilo potem lažje. Jaz sem 2-krat šel na sprejemni izpit. Zdaj bo spet vse narobe. To bo spet. Ni bil sprejet, evo ga, nesposoben, konc. Ampak, to je kar težka zadeva. Ti prideš, takrat je bilo tako, jaz ne vem, kako izgleda danes, ampak si mislim, čeprav je danes ta razlika. Danes ni potrebno imeti striktno AGRFT, da lahko kam prideš, da lahko igraš, da lahko se izraziš. Takrat je bilo pa to še kar zelo pomembno. Ne? In prideš v dvorano noter, na tisto predavalnico notri sedijo, ne vem, Jovanovič, Kavaca, Rifle, skratka vsa znana imena tega našega
igralske srenje, potem ti dajo razne naloge. Jaz ne bom zdaj ponavljal tukaj, ker bi spet kdo zlorabil, ne. Ampak se spomniš tistih momentov? Skratka, izjemno zahtevna zadeva. Mislim, da takrat, ko sem potem drugič, ko so me vzeli, mislim, da je bilo 170 kandidatov, vzeli so nas 11, pa teh 11 je bilo še veliko, včasih je bilo še manj. Tako da kakšni letniki tudi 8 in tako. In ja, potem sem se znašel na AGRFT s sošolkami Mojco Funkel, Mojco Fatur, Pijo Zemljič, Ivo Kranc, Bagola, skratka, dekleta naša so kar uspešna danes. Matija Vastel, Gregor Zorc, Aljoša Kovačič, potem se pravi, da ne bom koga pozabil, Tom Ban je bil tudi sošolec, potem sem gotovo, sem zdaj koga pozabil, ampak zato se vedno se izogibam naštevanja imen, ker hitro koga pozabiš. Tako da ta letnik je v bistvu, ki smo bili mi, so danes kar uspešni, izjemno uspešni, tako da sem kar pravzaprav, kadar jih vidim v kakšni... Sem ravno hotela vprašati, da ste kaj v stikih? Niti nismo kaj preveč v stikih, ne vem, smo šli vsak v svoje fohe, se reče, oni so seveda, ker so v tem fohu, jaz jih redko v predstavi sicer vidim, ker redko hodim v gledališče, ampak kjerkoli jih vidim, kadarkoli sem v bistvu ponosen, da sem bil v njihovem letniku. Se pravi, mi smo bili zelo dober letnik in imam prijetne spomine, tako da je to ena taka izkušnja, ki je nima vsak in sem kar hvaležen za to, da mi je to uspelo biti z njimi. Kdo pa je vplival na odločitev, da greš ravno na AGRFT, ali si sam se odločil? Ja, to je zgodba. Jaz sem v srednji šoli, ko je bila pri angleščini, pride iz španskih borcev, da bo audicija, da bo Shakespeare, Midsummer Night's Dream, se pravi Sen kresne noči, da bo nek angleški režiser prišel in potem v srednješolci to delali v angleščini. In seveda na lesarski, normalno, naj gre Šarc probat, in grem jaz, to je bil 3. letnik po mojem, grem na tisto... angleščino si imel 5 točno. To mi je kar šlo. In sem šel na tisto audicijo, kjer je pomagal režiserju Marjan Bevk, pokojni. Nekdanji, se pravi, predsednik društva Tiger, hkrati pa seveda režiser in je takrat bil zraven in njegova hči je bila tudi tam, današnja igralka Alida Bevk, in mi tisto guslamo tam in čakava tam na avtobus, pa pravi Alida, oče pravi, ona je rekla foter, foter pravi, da je videti nek talent, kaj če bi šel ti na AGRFT poskusiti, Dobro, bomo premislili, pa kaj dolgo nisem premišljeval, sem rekel, pa dajmo probati, No, in potem me je on malo mi predlagal, kaj naj se naučim, predlagal, katero prozo, katere pesmi, ker to se moraš naučiti. Mislim, da 3 pesmi, 3 dramska besedila je bilo, 2 prozi, ne vem, to si se moral naučiti, tam potem odrecitirati oziroma povedati. Drugo so ti oni dajali in je rekel, ti bom jaz malo pomagal, ampak preveč pa ne, ker seveda oni ne marajo, da ti prideš tja in misliš, da vse znaš. To potem ni nič. In oni želijo, da te zgradijo. Jaz to grem in kot rečeno, prvo leto nisem bil sprejet, ko je sprejemal profesor Korun, znani Mile Korun, legenda gledališča, pa sem bil pravzaprav potem bolj vesel, da je bilo tako, ker sem potem prišel k Borisu Cavazzi.
In Boris Cavazza je bil meni veliko bolj na kožo pisan, ker ne govorim, da je kdo slabši ali boljši, ampak govorim, kdo je meni na kožo pisan. Ne? In Boris Cavazza, Jožica Avbelj sta bila, ne, profesorja, v bistvu, kot bi rekel, razrednika. Ne? In sem bil vesel, no, da sem prišel v ta letnik. Potem smo pač študirali in pravili to, vsako leto smo imeli produkcijo zaključno, so prišli gledati, potem to ocenili. Ne? In seveda potem sem zaključil akademijo, potem sem že malo na akademiji, potem pa že v koncu akademije sem pa začel na RTV in sicer pri Mariju Galuniču. So rabili, tam so imeli nek 5-minutni kotiček z Deso Muk, ne, so rekli, vedno so po akademiji gledali pa po teh, če je kdo kje, ne, in potem so rabili tisti kotiček tak humorni, ne, in midva z Deso se prej nisva ne poznala, ne videla, ne vadila nič. Oddaja ob 8 štarta v živo, seveda, ne, tista oddaja, to je bil hud spektakel in Mario je bil hud profesionalec, da se razumemo. To, da je on dopustil tako improvizacijo, to ni bil hec. In mi dva začneva tam, seveda jaz začnem tam enega Dolenčka sem igral, ne, se Desa začne smejati, ne, in sva komaj izpeljala potem. In so rekli, ja, to je bilo pa super, ne, in seveda, ker tudi pred publiko nismo nič vadili, publika je to tudi prvič videla in efekt je bil enormen. In potem sem jaz postal stalni del tiste ekipe, imam izjemno prijetne spomine na tisti čas. Potem sem delal še neke otroške predstave, pa nekaj to, potem pridemo do tega, da sva se spoznala s Sašom Hribarjem, v eni predstavi, kjer je igrala tudi Violeta Tomić. Ja. Najina so kandidatka. Tako. In z Violeto sva takrat krasno sodelovala. In takrat sem spoznal Saša Hribarja, potem prišel honorarno na RTV in potem se na RTV tudi zaposlil. Najprej na radiju, potem sem prešel na televizijo znotraj hiše in iz RTV-ja sem šel potem pa na župansko tekmo, kjer so spet rekli ne, pa zakaj, pa to ni zate, kot vedno, zakaj na AGRFT, je rekla psihologinja, taka je bila malo posebna, bom rekel, pa je rekla, se ne bi ti nekam upisal, kjer boš sprejet, kjer imaš vsaj kakšno šanso. Ker sem na piko videla AGRFT, ne. No in ne, ja, pa sem ustrajal, ne. Potem sem rekel, grem na županske volitve, spet spet vsi ne, kaj, tret pa sem šel, sem tam zmagal. Potem si še enkrat zmagal? Sem še enkrat, ja, no. In to konkretno? Tisto je bilo konkretno, se pravi, prvi mandat sem imel manjšino, kot potem na vladi. Pa si bil že navajen? Navajen. Meni res ni bilo nič podarjeno. Mene je res življenje ali pa to politika ves čas tepla. No in sem imel manjšino in sem potem komaj priguslal do konca in šel na volitve, ustanovil svojo stranko, zato da mi je na občini svojo večino, ne. In res, zmagam v prvem krogu 64% dobim, kar prej ni bilo, je bilo vedno na knap, pa 2 kroga, in pa 14 svetnikov, se pravi, enega je zmanjkalo do večine. Ne? Se pravi, in sem potem drugi mandat bil čisto drugače, potem seveda predsedniška tekma, takrat in potem to, kar si že ti uvodoma vse povedala. Tako da dokaj pestra pot, zanimiva pot. In seveda tisti, ki mi očitajo ves čas in me okarakterizirajo in me dol tlačijo in me ne vem kaj, so mi lahko samo fovš. Ja. A kdaj razmišljaš, ali pa kako zdaj gledaš na ta prehod iz tega, kako ne rečem, sveta zabave v bistvu v svet politike? A je bilo hudo, a je bilo tako, kot si si predstavljal, si sploh lahko predstavljal?
Ja, pri meni so ti prehodi praktično čez noč. Ne? Se pravi, iz igralstva, mislim, potem na RTV in iz RTV-ja čez noč v politiko, se pravi, tisti hip, konec nastopov, konec tega igralstva, konec tuf. In v bistvu za občino takrat, mislim, da mi je bilo takrat na občini prve mesece težje kot potem kadarkoli. Ne na vladi, ne zdaj na ministrstvu, ne v parlamentu, ne nikjer. Tisto je bilo najtežje, bilo izjemno težko obdobje in nisem si predstavljal, seveda ne, moram reči, da politiko državno sem poznal. To ne morem reči, da ne, saj ne nazadnje, če ne bi bil na AGRFT upisan, sem sprejet, sem upisal politologijo. Ne, se pravi, politika, zgodovina, to je moj hobi že od nekdaj, že od malega sem spremljal zadeve, ko smo se osamosvajali, ko je bil plebiscit, ko je to se vse dogajalo in občina pa seveda je pa specifika, ne? In tam je bilo res težko, drugače pa ja, te hitro naučijo, moraš biti kar, bom rekel, resen, predvsem moraš pa dojeti kot prvo, da ne bojo se vsi tebi prilagodili, ampak boš moral ti z malimi koraki počasi spreminjati kakšne zadeve. A si že imel takrat tako izredno upravičeno, izredno visoke standarde, glede vsega v bistvu? Visoke standarde, kaj vem, jaz želim, če se nekaj dela, da se naredi, da se dobro naredi, seveda, da je država, da je, jaz vedno poudarjam to, ta moč države. Ne. Ljudje morajo državo dojemati kot neko resno institucijo, kot nekaj, kar jih dol tlači, kar jih uničuje ali bog ne daj kaj drugega, ampak da so ponosni na svojo državo. Tako kot smo ponosni na športnike, tako kot smo ponosni na kakšne druge stvari, bi bilo lepo, da bi bili ponosni tudi na atribute države. Se pravi, da bi bili domoljubni, da bi rekli, to pa je naša država, na katero smo ponosni, seveda, zato pa obstajajo predpogoji. Ne? In zato mogoče ti standardi, ne, ki so zdaj, ne vem, a so visoki ali niso, ampak jaz te stvari dojemam mogoče malo po svoje ali včasih staromodno tudi, a ne. Ne vem, vedno v življenju sem skušal vedeti, kaj je kdaj primerno. Ne? Tako kot pravijo, da orgle niso za naohcet, harmonika pa ne za nakora. Ne? Se pravi, vedno je treba vedeti, kaj je kdaj primerno. A ne? Seveda, če bo nekomu nekdo umrl, verjetno mu ne boš šel vica povedati. Ne? In tako, ne, mogoče so to ti standardi, ne, da sem vedno želel, da zadeve funkcionirajo tako, da klapa. No, ne vem, ne znam povedati, ampak tako mora biti. Če greva še na leto 2017, preden greva na 2019, a tisto je bilo tudi čez noč sprejeto, da greš v predsedniško tekmo? Ni bilo čisto čez noč. Bilo je pač nekaj razmišljanja, veliko pa res. Jaz sem tak, ko se enkrat odločim, potem je špura. Ni več potem nazaj, pa ne bi, pa ne. Potem je to špura in gremo. In seveda, ko sem 31. maja 2017 napovedal tamle v Kamniku, da grem v predsedniško tekmo. To so tvoji? Ja, to so verjetno, ne? Niso. Ta je policija. Okay. So pa zelo aktivni, ja, ker si vedno kdo nogo zvije ali pa kaj podobnega v hribih.
ko sem 31. maja tamle v Kamniku napovedal, da grem v predsedniško tekmo, seveda se je usulo po meni takoj. Kloven iz Kamnika. No, klasika. Med drugimi je bila tudi takratna novinarka Mojca Šetinc Pašek, ki je v enem utripu z veseljem rekla, da smo klovni iz Kamnika, ne, in tako naprej. Ne, tako da sem bil deležen tudi od kakšnih medijskih ljudi takšnih opask, ne. Ampak ja, potem smo šli v to tekmo, smo se trudili in mislim, da sem se do takrat pravzaprav najbolj približal od vseh, ki so bili poraženci, če tako rečem, sem jaz prišel najbližje. Ne? In res razlika je bila minimalna. Zelo, ja. Sem kar ponosen, no, v bistvu, ko v tujini razlagam, ne, kakšnim pravi, začnem razlagati, pa župan, potem pa reče zadnjič, ja, ampak vi bi moral pa na predsedniški, sem rekel, vse sem že bil. Ne, tako da je to zanimivo, ja, in potem na parlamentarne in tako, mislim, da smo kar resno delali in pravzaprav zelo malo denarja. Mi smo, mislim, da takrat za predsedniško tekmo porabili 52,000 evrov. Saj nismo imeli, kje pa naj bi vzeli. In potem, eno leto pozneje, parlamentarne volitve, bil si izvoljen v državni zbor, potem si postal predsednik vlade, prve manjšinske v zgodovini. Kako se pa tistega spominjaš? Joj, mi smo to že tenstali. To je bilo tako, mi gremo na volitve, pač jaz vidim rezultat 12,7%, drugo mesto daleč za Janšo, ne, ostali še manj. Sem rekel našim, tole ne bo dobro. Tole ne bo dobro. In potem pridejo do mene takoj drug dan ali kdaj že v Kamnik, ne bom kateri politiki, pač, ja, moramo začeti, moramo vlado sestaviti, moramo, v bistvu so bili ti pritiski, ne. Nisem jaz tiščal, ampak so drugi rekli, dajmo, da ne bo Janša, da bomo to. Jaz sem pravzaprav bi želel malo počakati, ne, naj Janša poskusi, pa potem, če bo, če ne. No, potem smo že junija, se pravi, mi smo 4. ali 5. junija že prvič o tem govorili. Koliko časa je minilo do tistega 13. septembra, ko je ta vlada končno zaprisegla. Mi smo to guslali celo poletje. 3 mesece in pol. Vsak dan koalicijska pogajanja. In iz tam izhajajo tudi šarcizmi, da ne bo pomote. Ker seveda moja politika bi bila drugačna. Jaz ne bi dajal izjav, dokler nisem sestavil. Ampak ker so vsi, se veste, eni, ko kamero vidijo, ker se jim zamegli in je treba nekaj povedati, samo da povemo. A ne? No in seveda je bilo treba potem vsak dan pred kamero in prvič, ne moreš razlagati. Jaz sem bila tudi na drugi strani. Tako je. In ne moreš vsega kar razlagati, ker se treba kaj izmeniti prej. In potem so šarcizmi nastali, ko sem jaz pač moral nekaj povedati, pa da nisem razlagal, kje smo s pogajanji, ker bilo je pa včasih na trdo, ne? Ne vem, ne bom po imenih, ampak je šel, je dal v kamero, pride noter, a nismo rekli, da ne bo izjav. Ja, sem moral, veš, to untret, potem drugi sedi za mizo, vidi telefon, prebledi, kaj je ta rekel, zdaj pa grem ven, bom še jaz izjavo dal, ker me je ta užalil. Jaz jih gledam. Ne vem, a sem jaz iz komedije, ali kdo je zdaj iz komedije, kaj zdaj to zanhec. In mi to sestavljamo, mi tenstamo na mile viže in potem končno pridemo do tega, da grem jaz za mandatarja po glasove. Povem tisti svoj govor, seveda mi je Janša takoj napadel, je imel samo 13 minut. In tako naprej, ne. Skratka, težka zadeva in potem sem bil že potrjen za mandatarja, potem naslednji krog je čakalo, da vlado potrjujemo, ne.
In mi že spet sedimo v tisti famozni sobi in spet, ja, pa bi še, ne bom rekel kdo, spet bi še ene izračune in uno in tretjo. Takrat sem pa jaz rekel, zdaj pa dost. Dobesedno tako sem rekel, zdaj pa dost. Jaz sem potrjen mandatar. Če želite, sestavimo vlado, manjšinsko, ubogo, ne vem kakšno, pa koliko časa, jaz sem že prvi dan vedel, da to ne bo trajalo, ker ne more. Se rekel, ali sestavimo vlado, ali pa gremo vsak na svoje. No, potem smo mi to sestavili in naprej je znano potem. Ne. Potem sem pa recimo proti koncu, ne, ko sem tisti proračun sprejemal, sem prosil Levico. Dajte vsaj 2 naj gresta ven, vmes med glasovanjem, vsaj to, ne, vseh 9 proti. Jaz sem z Zmagom Jelinčičem sprejel proračun. Ja, to potem se pa sem jaz spet prosil, ko je bila Angelika Mlinar v igri za ministrico, spet sem mislil, bodo podprli, zakaj je ne bi, ne, se je... Mislim, je ženska, ki podpira človekove pravice, ki je ne nazadnje, mislim, kompetentna in zakaj ja. Ne bi, spet vseh 9 proti iz Levice, a ne? Spet Zmago Jelinčič pomagal. In sem pa jaz... Narobe svet. Prišel domov, razmislil, Marjan, aj tebi tega treba? Kaj je tebi tega treba, zakaj boš, a boš zdaj, kaj boš z Jelinčičem vlekel naprej, da te bodo ta isti, ki so bili takrat proti, potem udarili, da z Jelinčičem delaš. In sem se odločil, sem rekel, zdaj pa tega bo pač malo dovolj in ker sem že sodelavcem že prvi dan vlade povedal, gospe in gospodje, nam je vsak dan podarjen. Ker s 43 poslanci v sami vladi in potem pa seveda zunaj koalicijsko partnerico, ki nisi vedel, bo ali ne bo, bo težko, a ne? In seveda potem je bil še od Desusa gospod Polnar, ne, svoj satelit, tako da pravzaprav sem jih imel samo še 42. In danes me vsi sprašujejo, zakaj sem vrgel puško v koruzo. Ne. Prvič, ni bil met puške v koruzo, ampak je bilo enostavno dejstvo, da z 42 ne moreš. Mi smo imeli cela koalicija, tisti, ki smo bili v vladi, smo imeli samo enega več, kot je Svoboda dobila na volitvah 2022. Vsi skupaj. A ne? To si predstavljajva, pa bova vedela, zakaj ni šlo. A ne? In seveda, pač sem naredil tako, kot sem naredil. No, potem je bilo tisto obdobje 2-letno zelo naporno. Kako je bilo biti opozicijski poslanec v tistem času? Ja, v tistem času. Ta čas bi najraje kar pozabil. Ne želim si nikoli več doživeti česa takega. Ne želim si doživeti nekakšnih koalicij več. Nekakšnih Jožetov, Damjanov, ki pridejo pametni in oni bodo zdaj vse rešili, ker se vi ne morete zmeniti. Ne? Skratka, je bilo naporno obdobje, je bilo tudi obdobje zamujenih priložnosti. Zlasti pa je bilo hudo v tem obdobju, ker je pač vlada ljudi zalivala solzivcem, ker so ljudje brali ustavo pred parlamentom, pa je prišla posebna policijska enota, pa jih je odnašala. Jaz sem bil takrat velikokrat na ulici, ne, pa se spomnim, pa vsak petek so bili tisti kolesarji, pa to je bilo eno obdobje, ki si ga zagotovo ne želim več doživeti, nikoli več. In kakorkoli se danes jamra, ne, ker v Sloveniji se rado jamra, kakšna je ta vlada, pa kakšna ni, pa kaj bi morala, pa kako bi morala, ampak danes spet živimo v miru. Danes imamo spet neko normalno diskusijo, danes ni tega, da bi
vsak petek stali oklepljeni policisti in uporabljali celo solzivec in vse, kar se je takrat dogajalo, ali pa ne vem, kaj vse je bilo. Vse je bilo toliko tega, da smo v bistvu že pozabili. Ja, nažalost. In jaz verjamem, da danes ni vse idealno. To se vsi strinjamo, vse kdaj pa je. Ampak tisto obdobje je bilo zame v življenju najtežje, pravzaprav. Če razmišljam za 46 let nazaj, mislim, da to dvoletno, pa tista opozicija, ko smo pač, ko je bila cela država žrtev tega, da so nekateri pač kupovali glasove in so se držali skupaj samo zato, da so se držali. To je bila ravno kontrapolitika tisti, ki sem jo sam želel peljati. Ne. Zdaj, rekel si, in jaz si tudi ne želim tega več nikoli doživeti, in da se rado pozablja na vse, kar je bilo slabo, takrat, ker je bilo toliko tega tudi. Pa mislim, da ni prav, da se pozabi na vse to, kar smo imeli takrat. In mogoče tudi apropo evropskih volitev, ki nas čakajo. Pa preden greva na te zdaj, se hočem vrniti mal na leto 2019 in na najino zgodbo, ker me zanima, če se ti spomniš tistega klica, ali ne vem, je bil najprej SMS, pa klic, ko si me poklical, jaz nisem imela pojma, kaj bo. Jaz sem vedela oziroma želela dobiti ekskluzivo, vse sem jo dobila sam, ne take, kot sem pričakovala. Ja, jaz se dobro spomnim. Jaz se tega dobro spomnim, namreč mi smo takrat rekli, evropske volitve se bližajo, treba je dobiti kandidate, ki bodo prepoznavni, ki bodo zagovarjali tisto, kar mi zagovarjamo, ki bodo pravzaprav vedeli, kako ljudstvo razmišlja, kako povprečni Slovenec tudi živi. Ne? Se pravi, največja nevarnost je, kjerkoli si v politiki ali v parlamentu ali kjerkoli, da živiš v mehurčku. Ne? Da živiš v mehurčku in potem se pogovarjaš s sebi enakimi, enako mislečimi. Ne vem, bom povedal primer enega poslanca našega, je vodil odbor, to je 5 ur trajal, je nek odbor trajal, je bilo mislim, da za nek lesni center, če se prav spomnim. No in tisti dan imamo mi pa teren Koroško tudi, ne. Pridemo gor in seveda jaz rečem, sej verjetno ni, je rekel, ja, sem imel odbor, pa veš, pa sem temu to povedal, pa sem onmu to povedal, pa to, ne. No, jaz sem bil tiho, ne. Pridemo gor na Koroško, pa smo sedeli za mizo, ne, pa ja, sej ste me verjetno gledali, ko sem zdajle imel odbor, ne. Niti eden ni gledal. Ne. Se pravi, ne, te predstave, kamera se sicer vklopi, ampak to ne pomeni, tako kot naju zdajle ne bo gledalo 2 milijona ljudi in še čez mejo, ne, tudi parlamenta ne gleda toliko ljudi. Ne, skratka, in mi smo iskali točno take ljudi, ki se tega zavedajo. Ne. Se pravi, ki vedo, kaj so realne zadeve in smo iskali. Je pa res, da smo rekli, da bi bilo dobro, če bi bila ženska nosilka. Namreč, jaz sem že v Kamniku imel pravzaprav več ženskih kandidatk. V bistvu s kvotami nikoli ni bilo težav. Meni se sicer gabi beseda kvote, ker to, da moramo mi zakonsko predpisati, ne, nekaj, da ni samoumevno. Jaz sem vedno v Kamniku že izpolnil tako listo, mislim, da je bilo celo več žensk kot moških in da je bilo tudi potem je bilo pol-pol, ne, tako da tudi na parlamentarnih volitvah smo dali ljudi na oziroma tako imenovane ženske kvote na izvoljiva mesta.
Ne samo toliko, da zapolni kvoto in spomnimo se Jerce Korče, spomnimo se še, ne vem, Lidije Divjak-Mirnik, spomnimo se še drugih poslank. Skratka, to so bili na izvoljivih mestih in tako sem tudi tukaj rekel, da bi bilo dobro, če bi bila ženska. Ne? Zato ne nazadnje tudi naša vlada imenovala obe ženski za direktorico policije in načelnico generalštaba. Ne? Tako da s tem nikakor nisem imel nikoli težav in potem jaz seveda tebe gledam po televiziji, zdaj sam sem tudi prišel z tega sveta, ne? Jaz normalno, da sem rekel, da mogoče dajmo poskusiti, bomo pa mi poklicali Jovevo. Jaz te pokličem, ja, dobro, bom prišla, v redu, na petek sva se dobila, še danes vem. Jaz direkt užgem, jaz sem vedno tako, nič, boš, ne boš, no, tole, ono, tretje. Koliko imam časa, si rekla, sem rekel, veliko ne, do ponedeljka. Dobro, mu ponedeljek povedala, ponedeljek klic, sem rekel, no, evo, zdaj pa... Kaj si mislil, da bom rekla? Sem rekel, a bo pogum ali ne bo. Pa sem rekel, jaz nisem ravno vrelec optimizma, ne? Če sva ravno poštena. In sem rekel, bo že rekla, da ne bo nič. Ne? Klic, to. Ja, sprejemam. No, sem rekel, take rabimo. Namreč jaz vedno, ne nazadnje sem tudi zdaj sam tako ravnal, ko sem bil poklican za kandidata za evropske volitve. Ne? Ja. Seveda sem sprva bil skeptičen, ampak sem v praktično manj kot 10 minutah sem rekel da. Ne? Ker pač to je ta pogum. Ne? Ker jaz sem veliko kadrov v življenju iskal, veliko s kadri se je pogovarjal, ne? Pa ko začne nekaj tenstat, pa mencet, pa bi, pa ne bi, pa to tam že veš, da vprašanje, če je kaj. Ti moraš iti in pogumno, no, in tukaj je bila ta, je to bilo tako in potem smo šli seveda. Vse ostalo je zgodovina. Glede na to, da si rekel, da nisem bila prva ali pa edina izbira, a sem upravičila pričakovanja? Ja, kar se mene tiče, sigurno. Mi smo takrat bili v težkem položaju, kot sem rekel, kakšnih financ hudih nismo imeli, ker od 13 poslancov ne dobiš veliko. Bili so tudi neki taki sicer drugačni časi, ampak jaz mislim, da je bila to prava izbira, da sicer so takrat očitali, če bi imeli pa skupno listo, takrat je še ta zgodba bila, ne, 3 liberalne stranke, Šarec grdi, ne, noče se združevati, noče to, ne, ampak jaz sem pač presodil, da je to naša pot, da želimo iti po taki poti, da smo pač upravičeni do tega in tudi glede na razmerje sil in tako naprej. In zato je bil tudi rezultat, potem je bil dober rezultat in tudi dvomim, da bi z neko skupno listo takrat dobili bistveno več. Mislim, da to je bilo pač zato, da so spet Šarcu govorili, kako nima pojma, ampak jaz sem prepričan, da si to upravičila. Prepričan, ne nazadnje tudi ponovna kandidatura to dokazuje in seveda je pa vedno v življenju tako, ne? Če ne poskušiš, ne veš, kako bo. Zdaj te moram vprašati, preden greva še na aktualno, se pravi ministrstvo in potem še volitve, ki naju čakajo. A tebi ti očitki vedno znova so takšni in drugačni? A ti to daje še večji zagon, da greš mogoče včasih tudi malo iz principa, ali se ti sploh ne da ukvarjati s tem? Ali... Ti bom tako povedal, zelo iskreno ti bom povedal. Sej, včasih ti da zagon, včasih veš pa tudi vsega dovolj. Včasih so pa tudi jutra, se zbudiš, pogledaš, koliko je ura, joj, kaj me spet danes čaka, spet to, ono, tretje, ne.
Seveda, politično modro je reči, bolj, ko me boste napadali, bolj bom, ne. Veva pa, da v resnici smo vsi krhki sami v sebi, seveda nekateri bolj, nekateri manj. In so trenutki, ko te take stvari pravzaprav ne navdajo z neko večjo energijo, ampak se včasih kar malo vase zapreš, pa greš hoditi v gmajno, pa malo druge stvari. Tako da, kakor je dan. Ne. Včasih te res, če te nekdo tamle nekaj, kako bi rekel temu, ponižuje ali karkoli počne, je res, da včasih še bolj, ne, ker jaz sem tak človek, bolj pritiskaš name, manj boš dosegel. Ne. Jaz na to ne grem. Ne. Zdaj, če se bomo zmenili tako v redu, češ pa ti pritiskal name, pa če me boš 27krat v enem dnevu poklical, bo kvečemu manj kot več. Ne, to je anekdota domžalskega bivšega župana Tonija Dragarja, ki mi je pripovedoval, ga v soboto zjutraj kliče 5:50 nekdo. Ne. Halo, ja, in ga začne, kdaj bo OPN, ne, se pravi prostorski načrt. Pravi, koliko let ga ni? Pravi, ja, ne vem, pač koliko. Ja, tudi danes, to soboto ga tudi še ne bo. Ne. Skratka, to. In se še bolj ukočim včasih. Včasih mi to da energijo, včasih me še bolj potre, včasih vse sorte je, ne. Tako da, kakor so dnevi. Ampak Ministrstvo za obrambo ti je po mojem mnenju, pa verjetno po mnenju mnogih pisano na kožo. A ti je? Ja, to se strinjam. Sej ne nazadnje, že od malega so me te stvari zanimale. Moj hobi je zgodovina, zlasti vojaška zgodovina tudi. 20. stoletje, recimo bitke, ali pa tudi ameriška državljanska vojna in te zadeve sem že študiral, že čuden otrok, že kar zgodaj, pa obrambo sem bral pa tisto, ne. No, in z tega ven me to področje tudi zanima. Ne? In do obrambe, ne, če hočeš voditi Ministrstvo za obrambo, moraš imeti prvo do tega afiniteto. To moraš to spoštovati, moraš to dojemati kot svoje, moraš se zavedati, kaj vojska pomeni, moraš se zavedati, da uniforma to je sveta stvar, to je atribut države. No, pri nas v Sloveniji je pa še civilna zaščita in reševanje pod Ministrstvo za obrambo, kar je po mojem mnenju dobro, ker se pokaže lažja koordinacija in seveda kot prostovoljni gasilec mi to zelo gre skupaj, bom rekel. Ne? In zagotovo ta položaj, sej bom spet nekaj iskreno povedal. Jaz bi bil najbolj srečen, če bi 2018 dobili mi 10 poslancev, pa ne vem, SD 13 ali kakorkoli, da ne bi mi sestavljali vlade, pa bi jaz takrat rajši obrambo prevzel. Bi bil verjetno bolj zadovoljen. Ampak je že moralo tako biti. Ne? Sej tudi že kot predsednik vlade sem se ogromno s tem resorjem ukvarjal. Zdaj, ko sem pa, kot rečeno, ko je bil požar na Krasu, ko so bile lanske hude poplave, sem imel pa končno možnost uresničiti tisto, kar sem kot župan pogrešal. Ko smo v Kamniku 2014 imeli hud žled. Mi smo imeli hud žled takrat. Pa niti ni bilo kaj po Sloveniji to znano, ker smo seveda imeli tako dobro ekipo, da smo to reševali sami, da smo agregate pripeljali, da smo to... Ampak kaj sem pogrešal? Državo sem takrat pogrešal. Takrat se ni zgodilo tako, kot se je lani, da v minister kar na dvorišče prišel, pa a kaj rabte, ne, tega ni bilo. In na tem položaju imam jaz to možnost, sem imel možnost uresničiti v požaru najhujšem in v najhujših poplavah. In zato sem najbolj vesel. Se pravi, da lahko nekaj naredimo za sistem, da se tudi dogajajo investicije, da se tudi percepcija spreminja, ker sej denar, oprema, to vse super, kadri, ono, tretje, ampak percepcija, če percepcije ni prave, miselnost se mora spremeniti, da je sodelovanje, da je skupaj delamo in da
da minister ni zato, da pride na teren pa se slika, kot pravijo, ampak da je zato, da zadeve požene. Ne? Mi še danes ne bi imeli, oziroma Prevalje še danes ne bi imeli vodovoda, 6 kilometrov Mežica Prevalje, če ne bi slovenska vojska, v pomoči tudi bosanske vojske in seveda še drugih tistih, ki so delali, takrat v času intervencije bili aktivni, skupali tisti vodovod, da so Prevalje hitro dobile vodovod. Že v tistem in zato smo mi maksimalno tudi podaljšali čas intervencije, maksimalno zadržali vojsko na terenu, se pravi, da smo naredili kar čim več, kar je bilo možno. In očitno mi je bilo pač dano neka višja sila, da sem lahko minister za obrambo in da sem lahko odigral to vlogo, ki sem jo odigral, oziroma da smo vsi skupaj, ki v tem sistemu delamo, da smo to uspeli, predvsem najpomembnejše, rešili življenja. Jaz upam, da moram potrkati, da ne bo kmalu spet kaj takega, ampak upam, da ko bo, da bomo spet uspešni in da se bo delalo na isti način. A se te je kakšna zgodba še res posebej dotaknila? Ja, je kar teh zgodb bilo, kar nekaj. Itak, ko prideš nekam, ko ljudje izgubijo vse, ne? Ko sebe postaviš v ta položaj, kaj bi jaz naredil, če se mi zdajle tole zgodi. Seveda, verjetno bi ravno tako preživel kot vsak, saj si prisiljen preživeti, ampak ko ti gledaš hišo, ki je ni, in je rekla gospa, joj, če bi vedeli, bi vsaj šli pa tiste fotografije, pa ne vem kaj, to je bilo ljudem, dobro, poleg življenja seveda, so bili veseli, da so ostali živi, ampak to je bilo ljudem najtežje, ko so spomini šli. To so bile neke spominske sobe, to je bilo, ljudje so zbirali spomine celo življenje, glasbeniki, inštrumente, teh zgodb je bilo milijona, ne? In to je tisto najtežje videti in ta brezup tistih prvih dni, ne vem, pol neka punca je tam zgubila kužka, ga ni bilo, ne? In tako naprej, in tako naprej. Teh zgodb je bilo ogromno, težke zgodbe in takrat seveda se zaveš marsičesa. A je mogoče večje tudi zavedanje ob teh dogodkih, da kako zelo pomembna je vojska, oziroma da se je spremenil mogoče tudi ta odnos javnosti do vojske? Je. Jaz mislim, da ta javnomnenjska raziskava, ki je pokazala, da je vojska na 3. mestu, ne? Prvi so gasilci, normalno, druga je civilna zaščita, 3. pa že vojska, se pravi ta, jaz si pravim, trojica, ki je reševala življenja, ne? In ki rešuje življenja. Ljudje so v teh poplavah resnično spoznali, da vojska je pomembna. Seveda imamo ljudi v Sloveniji, ki bi vojsko najraje videli z lopatami in to, ne, ampak vojska v prvi vrsti ima urjenje za boj in tako naprej, ampak v takih razmerah je pa pokazala, da kaj zmore, kaj lahko naredi skupaj z gasilci, civilno zaščito, ker vojska ima določene potenciale, logistiko, tretje, ki je drugi dve instituciji nimata, pa tudi ne potrebujeta, ker ravno to je tisto, kar je treba uporabiti v takem primeru. In vojska, tudi praznovanje dneva vojske je pokazalo, da ljudje, bil je čudovit koncert, bilo seveda, ne, ampak ljudje vendarle, ko vojak dobi priznanje za najboljšega vojaka tisto leto in ga dobi pred celo Slovenijo, to televizija posname, je to čisto nek drug moment za tega človeka, kot pa da bi tam nekje v neki vojašnici dobil nikomur na očeh. Ne. In zagotovo je vojska danes veliko bolj cenjena, kot je bila. Sej veste tudi, oziroma veš,
gasilci tudi niso bili vedno tako cenjeni, kot so danes. Sicer so moje besede spet spreobrnili. Jaz sem enkrat na zaslišanju rekel na parlamentarnem, da so gasilci v očeh ljudi nekoč veljali, sej samo pijejo. Ne? In seveda SDS majstri so seveda takoj to potvorili, da sem jaz rekel, da so gasilci pijanci. Ne? Daleč od tega, sej sem sam gasilec. Skratka, tako je veljalo do gasilcev. Potem, ko so pa ljudje videli, da gasilci vendarle rešujejo življenja in da brez gasilcev ne gre, se je pa ta ugled močno dvignil in mislim, da se enako dogaja tudi zdaj pri vojski. Seveda, vojska in gasilci nikoli ne bodo, vojska nikoli ne bo tako, bom rekel, pri ljudeh gor vzeta, ne, kot gasilci. Zagotovo so razlike, tudi narava dela in popolnoma druge zgodbe, ampak mislim, da je ta hip dosega vojska v Sloveniji visok ugled. To so nenazadnje naši bratje, sestre, možje, sinovi, hčere, to smo mi, a ne? Saj to smo vsi mi. In sem ponosen na to, zelo. Omenil si gasilce, mimogrede se bojo obračali tudi najine besede, sigurno. Itak, jaz že zdaj vidim že 10 primerov, kaj bo. Ja. Ampak dobro, pustva jim to veselje. Gasilci. Prostovoljni gasilci, rekel tudi sam, da si tudi jaz sem predtem rekla, sploh uspeš še kaj na teren, najbrž ne. Jaz sem šel zadnjič na intervencijo, mislim, ko sem bil še župan. Aha. In to je bilo tako, da sem bil na morju, pa sem nekaj letel na občino. Jaz vedno sem šel tako blizu na morje, da sem lahko z avtom bil v manj kot 3 urah na delovnem mestu, ne, če bi karkoli bilo. Jaz letim nekaj na občino, se že peljem tamle proti, se pravi po Mengeškem polju, ravno tam, kjer je tabla Šmarca, da dol zaviješ. Alarm. Jaz vidim, zavijem hitro v vas, noter, grem v dom, se oblečem in seveda prišel pravočasno, ne, in sem rekel, fantje, jaz z morja pridem, pa sem točno na intervenciji. Mislim, da je bila to zadnja moja takšna intervencija. Potem, ko sem se pa še bolj intenzivno s politiko začel ukvarjati, pa niti ni bilo nekega časa. Pa še druga stvar je, ne, mladi so tako zagnani pri nas v društvu in se izobražujejo, usposabljajo in vse. In ta generacija, ki zdaj vodi PGD Šmarca, samo kapo dol in mislim, da ni potrebe, da bi jaz skakal tam. Dosti več lahko pripomorem na kakšnem drugem področju, recimo s tem, da je znižan DDV na gasilska vozila in opremo. Samo knjiga in gasilska vozila in oprema imata 5% davek. Nič ni možno zaradi evropskih direktiv. Ne? Se pravi, to in pa seveda še povračila intervencijskih stroškov in podobne zadeve. Mislim, da s tem veliko več pripomorem in pa s svojim delovanjem, kot sem rekel, v tistih ujmah in tisto, ko je bilo. Tako da tukaj mirno zmorejo brez mene. Imam pa eno tako neuradno nalogo, da sem skrbnik vozila tam 80, se pravi, ko je šel iz uporabe. Leta 2011 se je društvo odločilo, da ga ne bo prodajalo, da ga bo imeli za oldtimerja, na parade, za na to. In seveda treba mu je bilo najti streho, ne? In je tam le pri meni v garaži. Je društveno vozilo, ni moje in sem nekak neuradni skrbnik, tako da tudi, ko je bila tiste poplave, tisti petek, zjutraj so mi prvo tukaj dali v Šmarci komando tamčka, da je ven, ker gre na teren, jaz to ven in potem pa via teren. Tako da. Pa gledališče, čist na kratko se bom vrnila, ampak v gledališče pa ne hodiš tudi zato, ker nimaš časa ali ker ti ni do tega? Nekaj je čas, bom pa spet po pravici povedal, pa naj obračajo, kakor hočejo, ampak kadar imam pa mogoče čas, sem pa tudi utrujen, miselno utrujen in sem pa tip človeka,
ne vem, eni pravijo temu stara duša ali kakorkoli, tip človeka, ki se spočije edino res v neki samoti, v nekih mirnem okolju, na samem in tako, in v bistvu tisti čas, ko sem pa prost, pa nekako mi ni spet za to, da bi šel v dvorano med množico spet, ker rabim tisti čas, da se malo regenerira. Ker eni ljudje so bolj ekstrovertirani, jih pravzaprav z energijo, da jim energijo da to, da gredo v množico, da so eni tudi uživajo, da grejo na plažo, kjer je polno ljudi, ne. No, jaz nisem te sorte človek in seveda priznam, izkoristim tudi tisti čas za počitek. Žena je redna obiskovalka, ona ima tudi abonma, kot profesorica slovenščine tudi in tako, je pravzaprav strokovnjakinja za gledališče. Ironija je, da se je poročila z igralcem, pa s tem igralcem nič ni kaj veliko, kar se teatra tiče. Tako da, ja, se zgodi tu pa tam, da grem, ampak redko, no, pravzaprav se ne spodobi tako redko hoditi, ampak ja, priznam, tako je. Bo pa mogoče nekoč tudi drugače, kaj vemo, mogoče bom pa spet stal na odrskih deskah ali kdo mogoče. Bi vedel. Ja. Se pravi, ti si napolniš energije z zgodovino, s knjigami najbrž, ali pač samoto, da se umakneš, pa ne vem, narodno zabavna glasba še vedno? Še vedno, ja, še vedno rad poslušam. Je pa res, da zdaj me je že malo čas povozil, ker so mi všeč tisti stari komadi, narodno zabavni. Pač staramo se vsi. Ja, in pa grem rad v gozd. Imam eno traso 8-kilometrsko, tam le peš, relativno hitro hojo, tam nekje 1:07 minut. Tako da res šponam. In to je v bistvu vse, kar je moje, ali pa ne vem, košnja trave, ali pa take stvari, brklanje okrog hiše, urejanje okolice, take stvari, to me sprošča. Ja, v množici pa nekako, mislim, da bi si tam odpočil, si ravno ne. No. Traktor imaš še? Še. Jaz sem eno zanimivost zbrskala. Nekje. Da si ti eden od tistih, ki ko dobiš za darilo čokolado z rozinami, da tega ne daš naprej. Ja, a to drži? To bo kar držalo verjetno, ker jaz pravzaprav sem najbolj vesel kakšnih takih daril, kakšne čokolade. Je pa res, da se zdaj v bistvu ne pojem toliko čokolade, kot sem jo, ker sem jo sposoben celo zdret naenkrat. Ampak ja, to sem najbolj vesel, kakšne čokolade, kakšne take stvari in rozine, se pravi rozine, tiste in z lešniki, z drobnimi lešniki in rozine, to mi je najboljše. Je pa res, da nisem jedel že par let. To je pa res. Take. Sem drugačen, ampak ja, res je to. Če greva zdaj na volitve prihajajoče, na kratko še za konec. Najprej te bom vprašala, kateri žanr gledališki bi po tvoje najbolj opisal trenutne politične razmere, no, bom tako rekla, v katerih se nahaja Unija? Ja, pa vem, neko vsega pomalo. Malo je tega, včasih je tudi melodrama, včasih je včasih je thriller, no. Mogoče kakšen thriller, ne bom rekel grozljivka, ker zdaj ravno tako hudo ni, no. Ampak to je filmsko, če filmsko gledam. Zdaj, če pa gledališko pogledava, je pa kaj pa vem, bolj tak moderni teater je to. Zakaj je pomembno, da grejo ljudje voliti? Ja, pomembno, tukaj bom zgled uporabil, sam odkar sem postal polnoleten, nisem izpustil nobenih volitev in nobenega referenduma, pa če bil še tako trapast. Okay. Skratka,
Pomembno je zato, ker so v preteklosti se naši predniki precej borili za to, da so volitve. Ne nazadnje, če pogledamo v Švici, kdaj so ženske šele dobile volilno pravico, zelo pozno. In zato se je bilo treba boriti. Za vse te pravice, demokracije, ki jih imamo, se je bilo treba boriti. Spomnimo se, kako so se takrat, leta 90, ko je bilo to, ko so bile prve volitve, kako so ljudje šli. Seveda bo kdo rekel, ja, takrat so imeli zanos, pa so pričakovali, pa so to, danes so pa vsi razočarani. Seveda smo velikokrat razočarani. Sem tudi jaz velikokrat razočaran. Ampak, a veste, vse smo tudi v prometu razočarani, kako ljudje vozijo, pa imamo tudi prometno nesrečo, pa smo razočarani, pa gremo spet v avto. Se pravi, ne moramo stvari tako gledati, ker če bomo iskali nek ideal, nekega idealnega politika, neko idealno sistem, neko, da bo vse idealno, tega ne bo. In samo z volitvami se kaj spremeni. Kot rečeno, v zahvalo tistim, ki so se borili za to, da jih imamo, in da midva lahko sediva tukaj v demokratični državi in takole tudi malo pošimfava ali karkoli rečeva, se pravi, to so kar vrednote, katere imajo pa to lastnost, da se zavemo šele, ko jih izgubimo. To je podobno. Demokracija, zdravje, ne vem, kaj vse še, mladost, pač vse to je, ne vemo takrat, ko imamo, in danes seveda nekateri veliko jamrajo, kako je vse za nič, kako nima smisla voliti, kako noben glas ne šteje, pa ni res. Vsak glas šteje in mnogo glasov je potem celota. In človek, ki ne gre voliti, je tako kot tisti, ki ni kupil srečke in potem govori, kako ni nič zadev, in je fovš tistemu, ki je zadev, lej ga, kaj ima, on pa ima, pa to, pa ono, pa tretje, jaz pa nimam nič, pa tako naprej. Ampak on je kupil srečko. In tukaj sej... Ne vem, ljudi res pozivam, da gredo voliti, da izrazijo svojo voljo, ker če izraziš svojo voljo, potem tudi upravičeno kritiziraš. Če pa nisi šel niti na volitve, potem pa pravzaprav nima smisla. In volitve so praznik demokracije. V demokraciji so volitve tiste, ki lahko menjajo oblast, ki pošljajo tega, onega, tretjega. V tem sistemu evropskih volitev pa sploh glasovi štejejo, ker ti imaš na voljo preferenčni glas in seveda imamo na listi Tončko, Pepco, Francko, ne vem koga, Marjana Ireno. Ja, no, dobro. Nisem hotel biti nevtralen, ampak imamo ljudi na listi in če nam ta ni všeč, bomo volili onega, če kakorkoli. Skratka, ne moremo reči, da nimamo izbire in seveda referendum o preferenčnem glasu, ki bi isto uveljavil še za parlamentarne volitve, je to. In potem ljudje bi tudi še na parlamentarnih bolj se zavedali, kaj je preferenčni glas in dejansko ti glasovi štejejo. Seveda en sam ne pomeni veliko, saj tudi ena opeka pri hiši ne pomeni, ampak hiša je zgrajena iz opek. Z eno ne moreš zgraditi, z veliko opekami pa zgradiš hišo in tukaj je podobno. Seveda instant rešitev pa ni. In mi v Sloveniji pač nekoga izvolimo, mislimo, ta je pa mesija, ta nam bo pa v 2 mesecih nam bo pričaral Indijo Koromandijo. Seveda, ko se to ne zgodi, to je bilo v Sloveniji že ne vem kolikrat, ker tega ni, ker moramo vsi delati za to, da nekaj dobimo in počasi gredo ti rezultati. En mandat v politiki ni nič. 4 leta ne pomeni nič, jaz sem to kot župan videl, kaj si lahko naredi v 4 letih. In to je ta
Sej verjetno ni samo slovenska posebnost, ampak ljudje so tako zelo včasih se ne zavedajo ali zavedamo, koliko dolgujemo tistim, ki so se borili za to, da imamo volitve. To je res je to danost. In če bi enkrat to izgubili, ne vem, če bi bili zadovoljni. Najbrž ne. Zato je pomembno. Evropske volitve, 80% zakonov, ki jih mi živimo, se sprejema v evropskih inštitucijah. Evropski parlament, Evropski svet, katerega član sem imel čast nekaj časa biti, potem Evropska komisija in tako naprej. Tam se zdaj odloča in normalno, da moramo iti na evropske volitve in odločiti, da želimo Evropo, ki bo solidarna, Evropo, ki bo mirna, Evropo, ki bo nenazadnje tudi bolj samozadostna. Mi vse smo preselili na Kitajsko, in zdaj se čudimo, ko nimamo. Pravi, Evropska unija ali pa Evropa kot kontinent mora spet postati močnejša, ker Evropski uniji se je zgodilo to, kar se je Veliki Britaniji po drugi svetovni vojni. Prišla je v drugo svetovno vojno kot veliki imperij, kjer sonce ne zaide in tako naprej, izšla je šibka. Združene države Amerike so jo prehitele in potem je izgubila tudi vse kolonije in tako naprej. Skratka, tudi Evropska unija je danes šibka v primerjavi z ostalim svetom. Globalni igralci so veliki, imajo tudi nekoliko drugačne ureditve in seveda odločitve sprejemajo hitro. Tukaj pri nas je demokratično odločanje zagotovo traja nekoliko dlje, ampak a veste, demokracija je neprecenljiva. Ne moramo reči, da to ni tako in mi smo za tako Evropo, kjer bomo živeli, pustili drugim, da živijo, kot hočejo, ne da bom jaz nekomu, ki se mi zdi, da ne živi tako, kot bi jaz želel, ker pravica enega se konča tam, kjer se začne pravica drugega. In vsi imamo pravice in dolžnosti. In zato je Evropska unija pravzaprav nekaj najboljšega, kar se je lahko v Evropi zgodilo. Narodi, ki so se tolkli med seboj, so danes skupaj. Kdo ve, kaj bi se zgodilo brez Evropske unije? Zahodni Balkan, integracija v Evropske unijo je edina rešitev za te stoletne rane, ki so se z vsakim konfliktom čedalje bolj nalagale. To je tisto, pa seveda nam ni vse všeč. Meni tudi ni v Evropi vse všeč. Mi ni všeč, zagotovo ne, pa še komu drugemu tudi ne, pa še kaj, ampak plusov, ko se štejemo, je zagotovo več. Ljudje se vozijo po kolesarskih stezah. To je zasluga Evropske unije. Kot župan sem bil na čelu vodilne občine pri projektu 40-milijonskem nadgradnje čistilne naprave Domžale Kamnik, odvajanje in čiščenje odpadnih vod in vodovoda. 40 milijonov za 5 občin. Se pravi, to je Evropska unija. 40 vozil namenskih za poplave, ki jih je URSZR prevzel. Evropska unija. Traktorji, evropski denar. Potem prost pretok ljudi in dobro, zdaj so sicer spet druge zadeve, ampak načeloma še vedno je tako. Potem roaming nenazadnje. Mi gremo z svojim telefonom kamorkoli po Evropski uniji, nam ne nabije v pol sekunde limita. Se pravi, to so vse tiste danosti, ki jih ljudje dnevno vidijo in so posledica delovanja Evropske unije. Tako da, koliko je bilo turističnih objektov narejenih, koliko vsega investicij takšnih, drugačnih. In tisti, ki pravi, da od Evrope nič nimamo, bom tako rekel, je premalo poučen.
Če zaključiva z podobnim vprašanjem, ampak z drugim imenom in priimkom, tako kot sem začela, zdaj te bom pa vprašala, kdo je Irena Joveva? Irena Joveva je ena zanimiva gospa, ki je bila zelo prepoznavna kot novinarka, zato so jo nekateri tudi opazili. Predvsem je pa Irena Joveva, ali pa si, da ne bo v tretji osebi, ženska, ki ji ni bilo v življenju vse podarjeno, ki izhaja iz delavske družine in ki nikoli ne skrivaš tega. Nikoli nisem slišal pri tebi, da bi to zanikala, nasprotno. Jesenice, domači kraj in delavska družina in te vrednote. Dobro, zdaj, če sva že tako, bom povedal, da poznam tudi očeta in ga tukaj tudi pozdravljam lepo, če naj gleda. Bojan, krasno hčerko imate. In zagotovo oseba, ki je tudi v zadnjih 5 letih v Evropskem parlamentu delala pošteno, odgovorno, transparentno, stala za svojimi besedami, v tisti minuti, ki je na voljo za razpravo, povedala tisto, kar je bistvo, predvsem pa lahko smo zadovoljni, da so med nami taki ljudje, kot si ti, ki dajejo, nikoli ljudem ne dajejo občutka, da so ali manj vredni, ali da si ne zaslužijo pozornosti. Borka za pravice šibkih. To je tisto, se mi zdi bistveno. No. Hvala lepa za te besede. Jaz želim v bistvu vso srečo najini listi, Svobodi na volitvah, predvsem pa absolutno velja in podpišem vse, kar si povedal glede tega, kako zelo pomembno je, da gredo ljudje voliti, ker če ne bodo šli, bodo namesto njih odločali drugi in ne bo nujno bolje, kvečjemu še slabše. Hvala, Marjan, ker si bil moj gost. Hvala, Irena, za ta prijeten pogovor. Z največjim veseljem. Meni je bilo izredno zanimivo, upam, da tudi vam, drage poslušalke, gledalke, poslušalci, gledalci in z Jovevo na ti. Do naslednjič.